Robert se s čebelarstvom ukvarja že več kot 40 let in tako slabe paše ne pomni. Namesto 3 ton medu letos pričakuje le 1. Združilo se je vse: prehitro cvetenje akacije, slabo vreme, žled, kostanjeva šiškarica, premalo hrane. Se ne spomnim, da bi maja meseca, junija čebele krmili. Takšna pogača stane slaba 2 evra in zdrži 3-4 dni. Brez njih ali sladkorne raztopine bi čebele poginile. A to se da rešiti. Brez zdravil za varozo pa je 150 tisoč čebeljih družin v Sloveniji ogroženih. To zajedavsko bolezen povzroča pršica varoja in je v Sloveniji prišla pred več kot 30 leti. Poškodovane čebele težko letijo in nazadnje umrejo. Okrog 20. julija začne čebelja družina številčno upadati, število varoj raste. Lahko že oktobra meseca so prazni pajni. In medtem ko lahko čebelarji v večini držav Evropske unije zdravila za varozo kupijo v čebelarskih trgovinah, se je pri nas letos zapletlo. Najprej se je NVI, to je Nacionalni veterinarski inštitut, obvezal, da bo on te zdravilo nabavil. Dober mesec pred izdajo teh zdravil so nas obvestili, da oni niso kompetentni, bi rekel, za izdajo zdravil. Čeprav Čebelarska zveza meni, da za zagotavljanje zdravil ni odgovorna sama, so prednaročila zbrali in jih posredovali, tu pa so se stvari ustavile. Zdaj pričakujejo čimprejšnjo rešitev, časa je še manj kot mesec dni. Z nami v studiu je predsednik Obalnega čebelarskega društva Darko Kozlovič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, dobro večer. Tudi na Obali se verjetno čebelarji srečujete s podobnimi težavami kot na Tolminskem. Kakšen je tu medeni izkupiček prvih toplih mesecev? Medenega izkupička v letošnjem letu sploh ga ni. Upajmo, zadnje upanje imamo še sedaj na Lipi, v notranjosti države, če bo še kaj ta Lipa ponekod dala. Se vemo, da ponekod je tudi žletjo v celoti uničil, tako da obeti so zelo slabi, kar se tega tiče. No, slišali smo, da čebele morate tudi krmiti. Je to običajno? Kdaj se je to recimo nazadnje dogajalo? Po starih pričanjih starejših čebelarjev sem to zvedel, da se to dogajalo leta 1974. Ampak to se je dogajalo samo ob prvi paši, kot je cvetlična paša pa akacijna paša. Potem se pa nekaj v gozdu pojavilo. Zdaj pa upajmo, da bo se morda od sedaj naprej kaj pojavilo v gozdu, da se čebelice sploh rešijo, da dobijo neke naravne hrane. Kaj pa recimo pomeni za čebele in tudi za letino, če se recimo razmere ne bodo izboljšale? Če se razmere ne bodo izboljšale, čebelam grozi izumrtje. Več ali manj, kot smo preslišali v naslednjem letu. Zato, ker ne dobijo naravne hrane, naravnega nektarja ne dobijo in one na samem sladkorju in na tej hrani, ki jo čebelarji dajemo čebelam, ne bodo preživele, ne morejo preživeti. Tudi v slovenski Istri verjetno ogroža varoza? V slovenski Istri, gledajte, slovenska Istra je še najbolj izpostavljena temu, da čebele ne dobijo nobene paše, kostanja nimamo več, akacijne paše ni bilo in od sedaj naprej tu nimamo več kaj pričakovati. Tako da čebela bo preživela edino na sladkorju. Kar se pa tiče varoje. Veste, da varoja ni izkoreninjena. Letos, ko smo videli še po tem pismu, ki ga je dobila ministrica v odstopu Alenka Bratušek, pa gospod predsednik Pahor Borut, če ne bodo oni nam pomagali, čebelje družine bomo resno izgubili. Je pa tako, s to varojo, ker čebele nimajo naravne hrane, so prizadete, so v šoku, so v stresu. Tako da niso odporne. In tu je največji rizik, da bodo čebele izumrle, najkasneje v naslednjem letu. In ob tem je verjetno tudi strah dobesedno za človeštvo, ne? Tako. Kar se pa tiče medu, tako vemo, da medu ne bomo imeli letos, ne? Najlepša hvala za ta pogovor. Upam, da boste lahko uspešno to rešili. Hvala tudi vam.